Monika, dober dan. Dober dan, pozdravljeni. Spoštovane in spoštovani, lepo vas pozdravljam na današnji predstavitvi zbornika Demografske spremembe v Sloveniji in Evropi. Tale publikacija, čudovita, zanimiva, je Primož, ne slišimo te. Zdaj je boljše? To pomeni, publikacija, ki jo pravkar predstavljamo, če ste me slišali do tu, je nastala v soorganizaciji Inštituta dr. Antona Korošca in Wilfred Martens Centra za evropske študije iz Bruslja kot nadaljevanje našega prvega skupnega projekta uspešnega omizja z enakim imenom, ki se je lansko poletje odvilo v našem čudovitem Ankaranu na Primorskem. Zbornik je napisan v 2 jezikih, 2x po 78 strani in bo v kratkem na voljo v vseh slovenskih knjižnicah. Ta zbornik bomo poslali tudi mnogim slovenskim in evropskim odločevalcem, nekaj izvodov pa bo brezplačno na voljo tudi na sedežu Inštituta dr. Antona Korošca in hkrati tudi na Wilfred Martens Centru za evropske študije v Bruslju. Mi smo že v tem času uspeli ugotoviti, da demografija kot taka ni le problem starejših, je problem nekako vseh generacij, vseh ljudi. Zato smo k soustvarjanju tega zbornika povabili avtorje različnih generacij, različnih statusov, ki prihajajo iz različnih sfer. Tako mlade, starejše, študente, profesorje, novinarje, pa tudi odločevalce. S tem smo želeli izbrati čim širše poglede in pa rešitve glede te teme, v bistvu od katere je v veliki meri odvisna naša prihodnost. Zdaj sam prihajam iz velike družine. Še vedno se nekako v živo spomnim, da je bilo še dolgo nazaj to veljalo za nekaj, bi lahko rekel celo nazadnjaškega ali pa zastarelega. Kot družba smo se naučili sprejemati različnost, drugače misleče, istospolne skupnosti, še mnoge druge življenjske načine, ki v preteklosti niso bili večinsko sprejeti. Sam osebno nimam nobenih težav s tem sprejemanjem različnosti, pa jih tudi nikoli nisem imel, imam pa težavo z nesprejemanjem te, bom rekel, biološke normalnosti, ki obenem omogoča preživetje tako slovenskega naroda, kot drugih evropskih narodov. Če smo se v prejšnjem desetletju kar precej pogovarjali o sprejemanju različnosti, bi se mogoče v tem desetletju morali postaviti kakšno drugo vprašanje. Ali smo kot družba že dovolj zreli, da se začnemo odprto pogovarjati o naših demografskih težavah, o pomembnosti velikih družin, o tem, kako zaustaviti beg, pa ne le možganov, ampak beg vseh mladih od odgovornosti mogoče tega ustvarjanja družine, ker nekako ne verjamejo, da imajo dobre pogoje za bom rekel, ustvarjanje družine, pa se nekako ustaliti. Ne glede na to, da Evropo večino sveta še vedno gleda kot ta kraj na zemlji, bi lahko rekli. Ampak če smo pošteni, živimo v relativno mirnem obdobju z visoko socialno varnostjo, z obiljem čudovitih in lepih naravnih danosti. Na nas je, da na eni strani zaščitimo, na drugi strani pa tudi krepimo in ohranjamo vse te pogoje. Na nas pa je tudi, da jih prerazporedimo tako, da bo ta prostor, da ga bodo v bistvu vsi videli kot raj na zemlji. Med nami bi zelo lepo pozdravil avtorje odličnih prispevkov, ki bodo danes kratko postavili pa predstavili svoj pogled na demografske spremembe kot enega velikih izzivov ali pa bom rekel največjih izzivov, s katerim se sooča sodobna Evropa. Med nami pozdravljam Franca Bogoviča, evropskega poslanca Slovenske ljudske stranke in Evropske ljudske stranke, magistro Moniko Kirbiš-Rojs, državno sekretarko službe Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, gospod Sandro Vasarič,
strokovno sodelavko Wilfried Martins Centra za evropske študije, gospoda Marjana Podobnika, predsednika Slovenske ljudske stranke, profesorja dr. Andreja Umeka, predsednika sveta Inštituta dr. Antona Korošca. Na Inštitutu dr. Antona Korošca smo bili zelo veseli, da je to našo publikacijo opazila tudi podpredsednica Evropske komisije in komisarka za demokracijo in demografijo, gospa Dubravka Šuica, ki nas je tudi prosila za rezultate tega današnjega posveta oziroma predstavitve. Posebej veseli in počaščeni pa smo, da je v naši sredini tudi gospod Tomi Huhtanen, izvršni direktor Wilfried Martins Centra za evropske študije. Naš inštitut je sicer eden najmlajših otrok, bi tako rekel, te zelo ugledne ali pa najuglednejše evropske think tank inštitucije. S tem, ko v navednicah pomlajamo, nekako Martins Center pa je bil en naših prvih projektov, kako se lotiti teh negativnih demografskih trendov ali domače, kako pomladiti Evropo. Gospod Huhtanen, prosim za nekaj uvodnih besed. Hvala lepa. Hvala lepa, Primož, in pozdravljeni vsi. Veliko zadovoljstvo mi je, da sem danes tukaj z vami. Hvala najprej INAK-u, Inštitutu dr. Antona Korošca, za odlično delo. Rekli ste, da ste mladi, jaz bi rekel, da ste dinamični. Želim pozdraviti tudi gospoda Marjana Podobnika, gospoda Franca Bogoviča, evropskega poslanca, dobra prijatelja sva. In veseli me, da smo vsi tukaj, tudi Ann Hermas. Gospod Andrej Umek, pozdravljeni. Ann, veseli me, da smo tukaj z družino. Dober dan, pravi Tomi. In želim se zahvaliti tudi Suzani Krause in Sandri Pasarič z centra Wilfrieda Martinsa, da sta vse skupaj vodili in organizirali. Kot je omenil Primož, to ni bilo preprosto, ni bila preprosta naloga, veliko sestankov je bilo in zaradi korone smo se morali vsi prilagoditi, ampak vseeno smo bili zelo uspešni. Razprava pa je res zelo pomembna. Torej, glede demografskih sprememb in starajoče se Evrope, to ni nova razprava. Ta razprava obstaja že nekaj desetletij. Že na začetku tega tisočletja smo začeli govoriti o tem. Že ko smo govorili o gospodarskih izzivih Evrope, takrat je bila to tema naših razprav že pred gospodarsko in politično oziroma finančno krizo letih 2007 in 2008, ki je močno prizadela številne države. Zdaj pa ponovno, ko se pogovarjamo o dolgoročnih vprašanjih, je ponovno prišla druga kriza, in sicer korona kriza. Kot je omenil Primož, je starajoča se Evropa že tukaj. Učinki so že vidni in že jih čutimo. Glavno vprašanje je stopnja starostne odvisnosti ali koeficient starostne odvisnosti. Gre za to, da je vedno manj ljudi takih, ki so delovni aktivni, ki delajo in s tem podpirajo delovno neaktivno prebivalstvo. Optimalno razmerje, optimalen koeficient bi bil nič, da bi imeli ravno črto, ampak kot vemo, ni tako in to je globalni pojav. Ja, veliko politik je bilo prilagojenih za to, da bi zagotovili podporo mladim družinam, da bi bili bolj prilagodljivi, ampak žal nismo bili priča nekemu velikemu preboju v zvezi s tem. Številke padajo in to vidimo že zdaj v času korona krize. Razmere se ne izboljšujejo za mlade. Obstaja več razlogov, zakaj ne prihaja do dvigovanja stopnje rodnosti, zakaj je vedno manj rojstev otrok. Kot je izpostavljeno tudi v zborniku, je več posledic, tako gospodarske, finančne,
to vpliva na varnost mladih ljudi in mladi so bili prej zelo optimistični glede prihodnosti, danes pa žal ni tako. Želijo si več različnih vrst podpore in Primož je omenil še nekaj. Vrednote. Vidik vrednot, ki se spreminjajo, je tudi pomemben. Naprimer, generacije 20-30 letnikov razpravljajo o novih stvareh, ne o istih kot pred 20-30 leti. Sprašujejo se, ali želimo biti starši, ali želimo kariero. Nove generacije so bistveno bolj mobilne kot prej. In to ne velja samo za Severno Evropo, tudi za Južno in Vzhodno in Zahodno. Mladi pravijo, želimo se najprej zabavati, se izobraziti in potem bomo imeli šele družino. Kar pomeni, da odlašajo in prestavljajo odločitev za ustvarjanje družine in za to, da bi imeli otroke. Za mlajše generacije je argument podnebnih sprememb za skrb za prihodnost sveta in je nekaj resničnega in zato se marsikdo odloči, da ne želi imeti otrok. Ampak kaj to dejansko pomeni za politiko in pripravo politik? V zadnjih nekaj desetletjih sem videl od severa do juga Evrope politike, ki so poskusili govoriti in načeti to razpravo in pozvati mlade, naj bi imeli več otrok. Naj razmislijo o tem. Ampak politiki je to praktično in skoraj zagotovo politični samomor. To je velik politični argument za prihodnost. Vendar pa se politiki velikokrat srečujejo s kritikami, z ogromnimi valovi kritik, ki s prstom kažejo na gospodarske razmere. Želim izpolniti oziroma opozoriti še na nekaj. Verjetno bo na to opozorila tudi Ann Hermans. Realno gledano res moramo pripraviti in uvesti politike za podporo mladim družinam in podobno. Ampak kako lahko to obvladujemo, kako lahko to urejamo? To je vprašanje za razpravo tudi danes. In realno gledano je edina rešitev v tem, da demografske spremembe ne pomenijo obenem propada javnih financ v državah članicah Evropske unije. Velik del prebivalstva mora ostati, zadržati jih moramo v delovnem okolju. Lahko naredimo veliko, vendar pa vemo, da obstajajo omejitve glede tega, kako hitro lahko mladi postanejo del delovne sile. Velikokrat to traja do njihovega 25. leta. V prihodnosti bomo videli veliko razprave na temo tega, da moramo starejše v prihodnosti ohraniti in zadržati na delovnem mestu. Na kratko, imamo že situacije, ko velik del moje generacije, ki smo delovno prebivalstvo, se ukvarja z preprostim gospodarskim pomislekom in skrbjo, kako preživeti, kako naj preživimo. Nedavne študije, tudi Eurostata, kažejo, da bo veliko starejših končalo v revščini. Vse to so pomisleki, ki jih moramo imeti v mislih za prihodnost. To vključuje tudi zviševanje upokojitvene starosti skupaj z različnimi politikami. Vprašati se moramo, kako bodo delovale in kako bodo sploh oblikovane te politike. To je vprašanje za politike.
in kako oblikujemo to sporočilo za naše državljane. In če zaključim, to, da bomo delali dlje, ni nujno slabo. Študije kažejo, da ljudje, ki delajo dlje, tudi živijo dlje, so bolj dinamični, bolj aktivni, bolj vitalni. Seveda to ne vključuje fizičnega dela, vsaj ne težkega fizičnega dela. In velika večina delovnih mest v Evropi ni takih. In če zaključim, lahko rečem, da prihaja obdobje super starostnikov. Lahko bi rekli, da bo v prihodnji družbi posebno mesto šlo starejšim starostnikom, ki bodo imeli pomembno vlogo v gospodarstvu. Vendar pa tudi daljša življenjska doba ne pomeni, da je to nekaj brezplačnega, to bo tudi nekaj stalo. In še enkrat hvala za pozornost, hvala panelistom, hvala udeležencem. Veliko čast in zadovoljstvo mi je, da lahko sodelujem pri razpravi na tako visoki ravni. Hvala lepa, Primož, hvala lepa, prijatelji, in veselim se zanimive razprave vnaprej. Hvala. Hvala gospodu Tomiju Huhtanenu, direktorju Wilfried Martens Centra za evropske študije, za ta zanimivi uvod. Tudi iz naše strani hvala lepa za obisk, za nas je to velika čast. Bi mogoče kar iz tega izhajal. Ja, odprto, potrebno se je pogovarjati, demografija je problem vseh generacij, zlasti tudi, bom rekel, starejših na eni strani, ki ne vejo za prihodnost, pa tudi mlajših, ki imajo mogoče podobne težave, ne? Da smo zelo, zelo podobno tudi sami ugotavljali v tej publikaciji. Zdaj pa bi kot prvega od avtorjev k besedo povabil gospoda Franca Bogoviča, evropskega poslanca z vrst Evropske ljudske stranke in Slovenske ljudske stranke in v bistvu dobrega prijatelja našega inštituta, s katerim redno sodelujejo v mnogih projektih. Hvala lepa, Primož. Lep pozdrav vsem udeležencem današnje predstavitve tega čudovitega, pa tudi pomembnega zbornika. Pozdrav kolegom soavtorjem, vsem tistim, ki vas je današnjo predstavitev pritegnila. Še prav posebej pa tudi sam pozdravljam kolega prijatelja Tomija Huhtana, Sandro Pasarič iz Martens Centra, kakor tudi gospod Ann Hernans, s katero sva velikokrat na te teme govorila, tudi na evropskem nivoju, kajti gospa je predsednica Seniorske zveze pri Evropski ljudski stranki in te teme smo zelo velikokrat predelali skupaj. Z veseljem je bilo sodelovati pri pripravi tega zbornika. Posvetil sem se po eni strani pregledu situacije, na drugi strani pa tudi nekim priložnostim oziroma rešitvam, ki jih sam vidim. Kot smo slišali, so demografske spremembe eden izmed teh velikih megatrendov ob klimatskih spremembah, digitalizaciji, ki spreminjajo svet. Z demografskimi spremembami vzporedno poteka velika urbanizacija sveta, poraba energije se povečuje, gospodarska rast se seli v veliki meri v mesta, pojavljajo se migracije tako znotraj posameznih držav, s podeželja proti mestom, kot med regijami, državami in nazadnje tudi med kontinenti. O posledicah smo slišali, se pravi od pomanjkanja delovne sile do težav socialnih zdravstvenih sistemov, pa tudi vse bolj zapuščenih podeželskih prostorov. Svet, kot sem že dejal, gre proti urbanizaciji. Ta svetovna rast prebivalstva je predvsem v Aziji, Afriki, manj razvitih delih sveta in napovedi so kar takšne, da bo v teh delih sveta leta 2050 približno 8 milijard ljudi, od tega več kot 5 milijard v teh velikih mestih. Podobno je tudi v razvitem svetu napoved takšna, da bo zgolj nekih 200 milijonov do 300 milijonov ljudi živeli na podeželju, sicer pa se predvideva precejšnja urbanizacija. V Evropi so ti trendi zelo različni. Generalno imamo vsi ta problem premalega rojstva, so razlika od tam blizu 2 otroka
po ženski v državi pa do dobrega enega, tako da te razlike obstajajo. Skupno nam je to staranje prebivalstva, po drugi strani pa je tudi ta migracija delovno aktivnih ljudi precejšnja in tu so kar zaznamovani določeni trendi. Tako je na primer Nemčija ena od tistih držav, ki ima zelo velik prihod ljudi v Nemčijo, po drugi strani pa skoraj 1 milijon ljudi je leta 2017 se priselilo v Nemčijo, kar 560 000 ljudi je prišlo tudi v druge države. Podobno se dogaja na Poljski, kjer odhajajo ljudje proti zahodni Evropi, na drugi strani prihajajo ljudje iz Ukrajine. So pa posamezna območja, kot so Romunija, Bolgarija, Estonija, Latvija, Litva, Italija, Portugalska, Hrvaška, kjer pa beležimo padec števila ljudi in te padce gredo zelo daleč, ko da so napovedi, da se bo število ljudi zmanjšalo tudi do 30, ponekod Romunija, Bolgarija tudi blizu 40% do leta 2050. Zahodni Balkan kot nek vir delovne sile je več ali manj tudi že do dobra izpraznjen, kar se tiče mlajše populacije, tudi tam število ljudi pada in prihoda tako v Slovenijo je vedno manj, predvsem pa tudi ni več tako veliko mladih ljudi v tem delu sveta, kot je bilo v preteklosti. Mladi so, kot smo slišali, zelo mobilni, želimo k tem, da bi namesto bega možganov lahko govorili o kroženju možganov, se pravi, da preko Erasmusa in podobnih programov mladi le vidijo širom po Evropi, kako stvari stojijo, hkrati pa, da bi na nek način bodi se vrnili ali pa da drugi pridijo nazaj v te države, odkud prihajajo mladi zdaj in se več ali manj selijo v ta razviti del Evrope. Kot zaključki, govorili smo že o ustrezni družinski politiki, vse premalo je pozornosti in mislim, da je nujno potrebno narediti to, da bomo mlade spodbujali k večji rojstvu, stanovanjska politika v posameznih državah za mlajše, kohezijska in kmetijska politika sta politiki, ki preko tega inštrumenta solidarnosti, preko neto plačništva posameznih držav tudi pomagajo enakomernejšemu razvoju teh posameznih delov Evrope, kjer je precej več ljudi, ki odhajajo proti zahodu, tako da pomembna sta še naprej močna kohezijska in kmetijska politika kot učinkoviti evropski politiki. Zelo veliko pa mislim, da se moramo ukvarjati tudi z podobnimi ukrepi, kot sam delam v konceptu pametnih vasi, kjer iščemo rešitve na podeželju s pomočjo tudi novih tehnologij, da zmanjšamo ta digitalni zaostanek na podeželju in da naredimo na eni strani podeželje zanimivo za življenje, na drugi strani pa tudi možnost za zaposlitev. Mislim, da so nauki iz korone krize tisti, ki nam na nek način dajo tudi misliti, v katero smer iti. Ena glavnih naukov se mi zdi ravno solidarnost med generacijami, po drugi strani tudi priložnosti v dolgotrajni oskrbi, tako da bolje poskrbimo za seniorsko generacijo, na drugi strani pa tudi, da z decentralizirano dolgotrajno oskrbo ustvarjamo delovna mesta na podeželju. Podeželje se je pokazalo kot tisto, ki je tudi na nek način okolje, v katerem je lažje prenaša takšne krizne priložnosti. Zato mislim, da nas čaka v prihodnosti zelo veliko dela in da smo vsi skupaj dolžni, da se najprej skozi takšen zbornik, kasneje pa skozi delom vsak na svojem področju s temi problemi resno soočimo in poskušamo poiskati rešitve. Hvala lepa, Primož, toliko z moje strani. Hvala lepa, Franci, za to predstavitev teh v bistvu trendov v Evropi in obrazložitev v bistvu teh politik, s katerimi se tudi Evropa spopada z tem problemom, pa tudi v rešitvah smo že omenjali pametne vasi, mnoge druge decentralizacije, ki nekako pripomorejo k temu, da imamo, bom rekel, še nekoliko širše možnosti tukaj na tem področju. Besedo bi predal magistri Moniki Kirbiš-Rojs, državni sekretarki Družbe Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, ki upravičeno velja za eno največjih strokovnjaki na področju črpanja evropskih sredstev. Monika je v svojem prispevku analizirala situacijo v Sloveniji in pa tudi nekatere vladne ukrepe, ki so v tem času ali v pripravi ali pa že v samem postopku.
Hvala, Primož, za besedo, za povabilo. Lep pozdrav vsem iz Kotnikove 5, se pravi iz naše vladne službe. Res je, Slovenija spada med zelo hitro starajoče se države. Nekako vse projekcije makroekonomske kažejo, da bomo do leta 2050 v Evropski uniji v bistvu med najstarejšimi državami članicami. In zaradi tega, če sem čisto iskrena, ravno v teh dneh, ko pripravljamo tudi vse ključne razvojne dokumente, tudi Evropska komisija na nas zelo pritiska, zelo strogo pritiska, da moramo tudi dejansko izvesti reforme na številnih področjih, ki jih pač žal v zadnjih desetletjih Slovenija ni izvedla oziroma se niti ni potrudila, da bi jih izvedla. Tako da to staranje prebivalstva je za nas eden izmed ključnih dolgoročnih izzivov, kaže pa se na številnih področjih, kot je recimo trg dela, izobraževanje, socialna zdravstvena varnost, se pravi zlasti dolgotrajna oskrba in pa stanovanjsko področje ter tudi številna druga. Zdaj vsa ta področja smo mi zato tudi nekako vključili v pripravo dokumentov za črpanje evropskih sredstev v naslednjih 10 letih. To je tako imenovani nacionalni načrt za okrevanje in odpornost, večletni finančni okvir, kohezijske politike do leta 2027 in pa tudi v okviru pobude REACT-EU, ki se že izvaja kot del kohezijske politike tega programskega obdobja 2014-2020. V okviru REACT-EU smo ravno v preteklem tednu izdali že tudi prvo odločbo oziroma potrdili prvi projekt na področju zdravstva, in sicer to je nov oddelek pljučne bolnišnice oziroma pljučni oddelek v sklopu Univerzitetnega kliničnega centra Maribor, ki je v bistvu na svojo prenovo čakal nekako vse po drugi svetovni vojni, ko je bil tudi zgrajen. Vlada je v preteklem letu tudi sprejela 2 povsem operativna ukrepa, ki bosta pripomogla k normalizaciji razmer na tem področju, in sicer ustanovila je Urad za demografijo in pa Nacionalni demografski sklad, ki bosta tudi izjemno pomembna v kombinaciji z pokojninsko reformo oziroma z njenimi nastavki. Zdaj, kar se tiče podeželskih območij, kot je omenil že gospod Bogovič, je res, EU se nekako srečuje z odlivom mladih iz teh področij. V Sloveniji na srečo nimamo trenutno še teh problemov, vsaj ne tako izrazitih. Res pa je, da moramo narediti vse, da do tega ne bi prišlo, glede na to, da imamo trenutno stanje precej zadovoljivo. Potem, kar se tiče vzdržnosti javnih financ, bomo tudi morali biti zelo pozorni, kot je tudi že bilo omenjeno v predhodnem prispevku, zaradi tega, ker nam vso to staranje prebivalstva izjemno tudi obremenjuje pokojninsko blagajno. Zdaj, kar se tiče sredstev, ki bodo na voljo v okviru razvojnih dokumentov, v okviru načrta za okrevanje in odpornost bo imela Slovenija do leta 2026 na voljo 5,2 milijardi evrov. Poudarjam, da bo od tega le 1,6 milijarde nepovratnih sredstev, medtem ko bo ostale 3,6 milijarde evrov povratnih sredstev oziroma kreditov. V okviru kohezijske politike pa bo dodatno na razpolago 2,9 milijardi evrov nepovratnih sredstev in okrog 1,6 milijarde še v okviru kmetijske politike. Kar se tiče vlaganj, vemo, da smo zavezani k temu, da moramo glavnino teh sredstev nameniti za področje zelenega in pa digitalnega, se pravi za področje zelenega 37% in za področje digitalnega 20% evropskih sredstev. Ostalo pa bo potem šlo v krepitev odpornosti gospodarstva, trga dela in pa za gradnjo kritične infrastrukture, se pravi tako za področje dolgotrajne oskrbe kot za področje zdravstva, pri čemer pa bomo dali tudi poseben pomen lokalnim skupnostim.
Zdaj, kar se tiče teh reform, ki jih moramo izvesti, so nekako pričakovane za strani Evropske komisije v glavnem na 3 področjih, in sicer na trgu dela, potem na področju dolgotrajne oskrbe in pa na področju zdravstva, tako da na tem zdaj intenzivno delamo. Na trgu dela se od nas v prvi vrsti pričakuje, da bomo podaljševali delovno dobo. Se pravi, da bomo na eni strani povečali tako stopnjo zaposlenosti starejših, na drugi strani pa poskrbeli za mlade, zlasti v tem smislu, da jim bodo zagotovljena tudi neka bolj kakovostna delovna mesta, kot je to v tem trenutku. Potem, kar se tiče veščin, bomo veliko vlagali v vseživljenjsko učenje, tudi v tem smislu skrb za starejše. In pa treba bo ustvarjati tudi varne in pa zdrave delovne razmere in pa seveda zagotavljati vzdržnost javnih financ. Potem, kar se tiče dolgotrajne oskrbe, tukaj bomo enostavno morali sprejeti zakon o dolgotrajni oskrbi, tudi prikazati natančno časovnico, v kakšnem časovnem okviru se bo ta zakon sprejel. In pa tudi v smeri deinstitucionalizacije bo potrebno narediti še marsikaj. Kar se tiče samih investicij, pa so trenutno v okviru načrta za okrevanje in odpornost predvidene dodatne kapacitete za domove za starejše občane, negovalne bolnišnice in pa vlaganja v drugo infrastrukturo na tem področju in pa seveda tudi vlaganje v kadre. Na to ne smemo pozabiti, niti na področju dolgotrajne oskrbe, niti na področju zdravja. Kar se tiče zdravstva, tukaj tudi vsi vemo, da se zdravstvena reforma pričakuje že precej časa. Krepiti bomo morali primarno zdravstveno varstvo in pa kompetence medicinskega osebja, se pravi tako zdravnikov kot medicinskih sester. Potem pomoč bo treba zagotoviti tudi v tistih težko dostopnih predelih Slovenije, ker vemo, da imamo v tem trenutku ponekod že tudi pomanjkanje zdravstvenega kadra in tudi oskrbe. In pa, če bomo te zadeve ustrezno izvedli, bomo potem lahko tudi investirali v samo zdravstveno infrastrukturo. To imamo v okviru načrta za okrevanje v prvi vrsti predvideni infekcijski kliniki, tako v Mariboru kot v Ljubljani, in pa tudi vlaganja v drugo zdravstveno infrastrukturo. Zdaj, svoj kratek prispevek bi rada zaključila z časovnico, da si boste znali tudi predstavljati, kdaj bodo ti dokumenti dejansko pripravljeni. Kar se tiče načrta za okrevanje in odpornost, imamo v bistvu sedaj strani Evropske unije sprejete vse pravne podlage. Veljavo je stopila uredba o vzpostavitvi mehanizma za okrevanje in odpornost, tako da mi zdaj v bistvu nekako načrt še usklajujemo medresorsko in pa z Evropsko komisijo, in ko bo ta tudi dokončno usklajen, ga bomo posredovali v potrditev. Skrajni rok za potrditev pa je zaenkrat za posredovanje v potrditev pa je zaenkrat 30. april. Kar se tiče večletnega finančnega okvirja, pa bodo evropske uredbe predvidoma sprejete v maju in potem bomo lahko mi tudi partnerski sporazum in pa operativne programe posredovali v obravnavo na Evropsko komisijo. Tako da v vsakem primeru pričakujemo, da bomo letos tudi začeli z izvedbo na vseh teh področjih. To bi bilo z moje strani na kratko. Hvala. Hvala lepa magistri Moniki Kirbiš Rojs za te tudi malo, bom rekel, spodbudne informacije glede ukrepov, ki se nam obetajo, in hvala tudi za analizo tega celotnega stanja, za odličen prispevek v zborniku. Zdaj bi pa besedo predal gospe Sandri Pasarič, strokovni sodelavki Wilfred Martins Centra za evropske študije, ki je na eni strani skrbela za povezovanje med našim inštitutom in Martins centrom, na drugi pa je tudi napisala precej zanimiv prispevek. Sandra namreč prihaja iz Hrvaške, zato se je v svojem prispevku osredotočila tudi na posledice demografskih sprememb pri naših sosedih.
Dober dan, hvala Primož. Thank you so much Primož for handing me over the word. I will Hvala speak lepa, in Primož, za besedo. Jaz bom govorila v angleščini. Spoštovani gospod Franc Bogovič, evropski poslanec. Spoštovani gospod Marjan Podobnik, predsednik SLS. Gospa državna sekretarka Monika Kirbiš-Rojs. Spoštovani sodelavci, tudi tisti, ki so sicer prispevali prispevke k tej publikaciji, pa vendar se niso mogli udeležiti današnjega dogodka. Primož, Tomi, direktor Martensovega centra, spoštovani mediji. Pred časom oziroma nekoč sem slišala pregovor: kot študent imaš energijo, imaš čas, nimaš pa denarja, da bi naredil stvari. Ko rasteš in zrasteš, postaneš mlad strokovnjak, začneš delati na neki poziciji, še zmeraj imaš veliko energije, naenkrat imaš denar, nimaš pa več časa, da bi naredil stvari. Kot upokojenec, kot starejši, pa imaš naenkrat ves čas, kolikor ga potrebuješ, in mogoče imaš celo denar, nimaš pa več energije. To slednje o upokojencih, da imajo denar, materialne zmogljivosti, to ni čisto res. Tudi v Evropski uniji to opažamo. Seveda, velike so razlike med državami članicami. No, tudi jaz sem na Eurostatu preverila nekaj podatkov. Tam vidimo, da upokojenci znotraj Evropske unije, da so razlike med njimi, med različnimi državami članicami res ogromne. Zelo se razlikuje tudi položaj žensk in moških in to je obžalovanja vredno. Zakaj svoj prispevek začenjam ravno s tem? Prejšnji teden, kot je Primož že omenil, nas je gospa Ann Hermans, ki je tudi danes tukaj, predsednica Evropske zveze starejših. No, ta zveza je organizirala zelo zanimivo konferenco. Tudi hrvaška komisarka Dubravka Šuica, komisarka za demokracijo in demografijo, je tam podala enega od uvodnih govorov, v katerem je poudarila pomen starejših v Evropski uniji in nasplošno pomen starajočega se prebivalstva. V prispevku za to publikacijo, ki jo danes predstavljamo, z naslovom Hrvaška, zapuščen otok pod evropskim nebom, migracijski tokovi iz Hrvaške in znotrajni ter njihovi družbeni vplivi. Torej, v tem prispevku sem Hrvaško imenovala zapuščen otok pod evropskim nebom. Ko se je Hrvaška pridružila pred 7 leti Evropski uniji, leta 2013, so vsi dejali, Evropska unija je zdaj bogatejša za 1000 otokov. Približno 780 otokov je, tukaj zraven pa moramo prišteti še polotoke. Res je, Evropska unija je obogatela za ogromno otokov, vendar pa je Hrvaška zdaj revnejša za več kot 200 000 ljudi, kar pomeni skoraj 4 oziroma 5% našega prebivalstva. Mi imamo samo 4 milijone prebivalcev. Leta 2013 so se naše meje oziroma meje v Evropski uniji nenadoma odprle. Zgodilo se je tisto, kar je bilo edino logično, to, kar je omenil tudi poslanec gospod Bogovič. Ljudje iz vzhoda in pa juga Evrope so se začeli preseljevati na zahod. Približno 50% iz Hrvaške se jih je odselilo v Nemčijo, pa potem tudi na Irsko in pa v Avstrijo. Skratka, 50% naših izseljencev se je odselilo tja. V svojem prispevku, ki sem ga razdelila na 3 dele, najprej govorim o tem, da je izseljevanje na Hrvaškem nekaj, kar poznamo že iz zgodovine. Govorimo o izseljevanju med Prvo svetovno vojno, tudi že prej, pa potem med domovinsko vojno v 90. letih. Zdaj govorimo pa tudi o preseljevanju znotraj naših meja.
Naše prebivalstvo oziroma število naših prebivalcev, če ga primerjamo v letih 2019 in 2015, ko gre za izseljevanje. Leta 2009 se je izselilo 1472 Hrvatov, leta 2015 pa 17.945 ljudi. Toliko Hrvatov se je odselilo iz Hrvaške. Vidite, da so se številke res zelo povečale. Statistični podatki niso popolnoma točni. Po eni strani se je veliko Hrvatov odselilo v druge države članice Evropske unije, pa tega sploh niso sporočili oziroma se niso odpovedali koristim domovine, zato ker so rekli, da se bodo tako in tako vrnili. Če primerjamo državno statistiko Nemčije, vidimo, da po njihovih podatkih število priseljencev iz Hrvaške v Nemčijo, da je bistveno višje od naših uradnih podatkov. Naj omenim nekaj še o notranji migraciji, migraciji znotraj Hrvaške. Tudi te vrste migracije so pomembne, kajti Hrvati se ne preseljujejo samo zunaj naših meja, temveč tudi znotraj naših meja. Hrvaška je zelo raznolika. Med našimi regijami obstajajo velike razlike. Imamo tako obalo, morje, kot tudi visoke gore. Naravni trend je, da se ljudje preseljujejo s podeželskih območij v mestna območja. Recimo Zagreb je eno od takih mest, ki je največji neto prejemnik migrantov oziroma tistih, ki se preselijo. Pri nas imamo 20 županij in pa glavno mesto Zagreb, ki je svoja županija, 21 županij torej na Hrvaškem. 15 županij beleži negativne trende, ko gre za preseljevanje. To pomeni, da so se državljani bodisi odselili iz države v druge države ali pa iz enega območja na drugega. Tukaj naj poudarim Slavonijo, vzhodne predele, potem tudi otoška območja doživljajo odseljevanje prebivalstva. Preseljevanje, migracije, vse to ima seveda tudi socialne posledice. Danes se soočamo s starajočim se prebivalstvom. Evropa je danes destinacija vsakega tretjega priseljenca oziroma migranta na svetu. Po eni strani lahko priseljevanje prinese pozitivne spremembe v države prijemnice, seveda pa to povzroča tudi velike težave, zlasti v državah, od koder se ti ljudje odseljujejo. Tukaj potem govorimo o begu možganov. Beg možganov je velik problem za gospodarstvo, vpliva in ima posledice tudi na mojo domovino Hrvaško. Migracije lahko pa kratkoročno prinesejo tudi nekatere pozitivne vplive, kot denimo stopnja zaposlenosti. Naenkrat je stopnja zaposlenosti v eni državi članici precej nižja oziroma stopnja brezposelnosti. Lahko pa imajo migracije tudi precej negativnih posledic. Pomenijo lahko motnje na trgu dela, destabilizacijo socialnega in pokojninskega sistema zaradi pričakovane izgube fiskalnih prihodkov in pa davčnih osnov. Zanimivo je tudi to, da se večinoma preseljujejo ženske oziroma večina jih je žensk in pa ljudje med 30 in 40 leti, se pravi delovno sposobno prebivalstvo, ki se preseljuje zaradi ekonomskih razlogov. Na Hrvaškem se soočamo še z enim precejšnjim problemom, zdaj tudi zaradi covida, pandemije, s tem se soočajo seveda tudi druge države članice. Namreč beg možganov, potem kadrovska vrzel v zdravstvenem sektorju.
Na Hrvaškem ocenjujemo, da je iz naše države med letom 2014 in 2016 odšlo kar 526 zdravnikov, to je v 3 letih. To je toliko zdravnikov, kolikor dela v dveh največjih bolnišnicah na Hrvaškem, v Osijeku in na Reki. Se pravi, 2 največji bolnišnici sta po teh podatkih lahko ostali popolnoma brez zdravnikov. Lahko si predstavljate, da ima to daljnosežne socialne posledice. Strinjam se z državno sekretarko Moniko Kirby-Šrojs in s predlogi, ki jih je podala, z rešitvami, ki jih je opisala. Z njimi se strinjam, bi pa poudarila, da je treba te rešitve začeti izvajati zdaj, kajti zdaj govorimo o domino učinku, starajoče se prebivalstvo, upadanje rodnosti, odliv možganov, vse to so stvari, ki so povezane. In vse ukrepe, ki naj bi se izvedli, je treba izvesti zdaj. Ti ukrepi morajo biti povezani. Evropski državljani se ne preseljujejo v druge države znotraj Unije samo zaradi plač. Seveda, visok življenjski standard je pomemben, to drži. Ampak pomembno je tudi delovanje institucij, delovno okolje, možnost, da uveljavijo pravico govora. Vse to so pomembni vidiki, ki tudi vplivajo na preseljevanje ljudi in vplivajo na njihovo vsakdanje življenje. Hvala lepa. Hvala lepa, Sandra, za to čudovito predstavitev in moram reči, da se na Inštitutu dr. Antona Korošca nadejamo sodelovanja tudi v prihodnosti na tak način, ki mislim, da prinaša prav zanimive rezultate. V veliko čast pa mi je, da lahko besedo zdaj predam gospodu Marjanu Podobniku, predsedniku Slovenske ljudske stranke. Skupaj s sodelavcem Boštjanom Furlanom sta se namreč v odličnem prispevku posvetila reševanju bivanjskih vprašanj starejših in to na zelo, zelo praktičen način. Hvala, Primož. Prav lep pozdrav vsem sodelujočim, čeprav posebno tudi visokim predstavnikom evropskih ustanov in predstavnikom medijev. In najprej želim čestitati Inštitutu Anton Korošec in Martens Centru za ta projekt za organizacijo in izkoriščam priložnost tudi za posebno priznanje dr. Dragu Čeparju, ki je že mnogo let prej, preden smo začeli tako sistematično delovati, opozarjal, da je to temeljno vprašanje in če bomo predolgo čakali z iskanjem rešitev, bodo rešitve morda prišle prepozno. Torej, dr. Drago Čepar, čestitke in iskrena hvala za tvojo vztrajnost, gotovo si marsikoga spodbudil k aktivnosti tudi izmed nas. Danes je bilo upravičeno seveda veliko govora o nataliteti. Jaz sam imam z ženo 6 otrok in kdor ima to možnost, mu toplo priporočam. To je posebno lep način življenja. Zakaj? Do 2 ali 3 otrok si nekako skušaš organizirati čas, to je za službo, to je za družino, to je pa za tvoj prosti čas. Potem pa naenkrat na videz manjka časa za vse, 4, 5, 6 otrok, ampak potem pa ugotoviš, da ga imaš pravzaprav za marsikaj več, kot si ga imel takrat, ko si imel 1 ali 2 otroka. Torej, priporočam in jaz verjamem, da je to, da ob zahtevnosti prinašajo velike družine res veliko lepega. Kot je bilo rečeno s kolegom Boštjanom Furlanom, sva se z veseljem odzvala povabilu in pristopila k vsebini podeželje kot prostor celostnega reševanja bivanjskih vprašanj starejših. Posebno naju je motiviralo to, da sva na osnovi poznavanja slovenskih potreb in možnosti,
pa tudi potreb in možnosti v številnih evropskih državah, ugotovila, da pravzaprav z enim projektom, z enim pristopom, z enim financiranjem država in tudi Evropa kot celota pravzaprav lahko reši pomemben del dveh zelo kompleksnih in zahtevnih vprašanj. Po eni strani vprašanje, kako zagotavljati kakovostne bivanjske možnosti vedno številčnejši starejši populaciji, po drugi strani pa kako narediti korake, ki bodo podeželje, posebno tam, kjer so manjše srednje kmetije, kjer ni pogojev za neko intenzivno kmetovanje, da bo podeželje ostalo poseljeno, obdelano, lepo, primerno za turizem, za prosti čas meščanov in tako naprej. V spodbudilo naju je tudi neke vrste sodelovanje in spodbujanje enega od projektov. Tudi v Sloveniji nastaja več različnih projektov, o enem sem že omenil tudi Franci Bogovič, o pametnih srebrnih vaseh. Tu smo se pa v enem okolju, tu na Zreškem, pod Zreškim Pohorjem, v nekem lepem turističnem okolju, nastaja v enem delu se že začenja izvajati, v enem delu je pa na ravni priprave projektov pač na neki idejni ravni. En koncept, kjer bi bil tako kompleks varovanih stanovanj in za te še vitalne upokojence ustrezna alternativa, da bi v okoliških kmetijah, na okoliških kmetijah imeli tudi do 5 starostnikov, ki bi želeli v tem okolju živeti svoj še vitalen čas starosti, da bi lahko bili tudi skupaj sodelovali pri pridelavi, predelavi, bili z živalmi in tako naprej. V podobnem okolju, vsega nekaj 100 metrov stran, v okolju, kjer so danes, ne vem, bazen, nastanitvene zmogljivosti, rehabilitacijski centri, nastaja dom za starejše in je v nadaljevanju planiran negovalni dom oziroma negovalna bolnica. Kaj je prednost tega pristopa, da je v enem okolju vse to? Ko se starostnik odloča, še vitalen, da bi želel iti na svoje, morda zato, ker ne želi biti ali v breme, recimo, svojim mladim. Ponekod so pač današnji način življenja zahteva tudi od mladih izjemno angažiranje in kljub temu, da bi radi s svojimi starši, se težko vse to skombinirajo. Ali zato, ker ne morejo, ne vem, skrbeti za velike hiše ali stanovanja. In se bodo lažje odločili, če grejo v neko lepo okolje, kjer bodo varovana stanovanja ali te socialne kmetije in bodo vedeli, da ko bodo fizične in druge zmogljivosti popuščale, bo nekaj 100 metrov stran dom za starejše. In če mu Bog da dolgo življenje in zdravje in da bojo opešali še bolj moči, bo nekaj 100 metrov stran tudi negovalni dom oziroma negovalna bolnica. To pomeni, da bo ustvaril v tem okolju, v svojem novem življenjskem okolju socialne stike, ki se ne bodo pretrgali, da bi moral iti iz ene faze v drugo, v povsem drug del države ali celo v drugo državo. Ampak bo prijateljstva se ustvaril in druge socialne stike. In to ne samo on, tudi njegovi domači, ki ga bodo obiskovali. Po drugi strani pa to pomeni za okoliške kmetije v enem delu to, da bodo lahko male in srednje kmetije, ki jim pridelava hrane ne omogoča preživetja oziroma zagotavljanja polnega delovnega mesta, da bodo lahko z recimo do 5 starostniki zagotovili si polno zaposlitev. Drugi del okoliških kmetij pa seveda, da bo vsem tem, ki bodo tu naseljeni v tem okolju, zagotavljal kakovostno lokalno pridelano hrano. In glavna stvar vsega tega, mimogrede, ali bo ta projekt tudi v celoti izveden, seveda ne vemo, vedno je celo vrsto vprašanj, za nekatere stvari so potrebne tudi določene zakonske spremembe. Jaz sem pa velik optimist in verjamem, da bomo v iskanju rešitev
ki bodo na prvo mesto postavili spoštovanje človeka in njegovega dostojanstva v vsakem življenjskem obdobju. Ko bomo to postavili na prvo mesto, bomo hkrati postavili na prvo mesto sonaravno delovanje, kmetovanje, gospodarjenje, skrb za okolje, krožni način gospodarjenja in delovanja na vseh področjih, kajti to je eno z drugim povezano. Zato verjamem, da bodo posamezni taki projekti in tudi take razprave, kot smo jim priča danes in naslednje, ki se jih veselim, pripomogli k takemu načinu reševanja bivanjskih vprašanj starejših, ki bodo prinesla možnosti, da bomo to življenjsko obdobje, ki je napolnjeno z izkušnjami, z vedenjem, znanjem, izkoristili za tisto dimenzijo, ki jo mladi nujno rabijo, ko stopajo v življenje, in po drugi strani, da bodo tudi starejši ljudje lahko z veseljem preživeli tudi to obdobje svojega življenja. Tudi v Slovenski ljudski stranki in skupaj s partnerji v Gibanju Povežimo Slovenijo bomo tej vsebini dali eno ključnih prioritet. Toliko z moje strani. Hvala, Primož. Hvala lepa tudi Marjanu za to zanimivo, odlično predstavitev. Da če kdo, ki lahko s polno legitimnostjo govori o demografiji, je sigurno tisti, ki ima 6 otrok. Torej ne le teorija, ampak praksa je tudi tisto, kar se bomo mogli vsi zavedati. Kot enemu zadnjemu govorniku predajam besedo še enemu zelo praktičnemu človeku, našem dobrem prijatelju, dr. Andreju Umeku, ki je tudi predsednik sveta Inštituta dr. Antona Korošca. Andrej, beseda vaša. Ja, najlepša hvala, Primož, za besedo. Lep pozdrav vsem udeležencem tega posveta. Jaz sem svojo pozornost usmeril v dejstvo, da potekajo v Evropi, kot je že poslanec Bogovič omenil, 3 megatrendi. So demografski, to so tehnološki, 4. industrijska revolucija in je okoljski. Jaz sem pogledal prve 2, ker med temi 2 megatrendi prihaja do interakcije in do medsebojnega vplivanja, ki je zelo pomembno. Tudi če bomo uspešni, kar verjamem, da bomo tako v Sloveniji kot v Evropi, da bomo reševali to demografsko problematiko, se bojo njene rešitve pokazale šele v zelo dolgem času. To se te rešitve ne bojo pomagale jutri. Škoda z slabimi megatrendi je pa že bila, z slabo demografsko situacijo je pa že bila narejena. Mi lahko pričakujemo, ne glede na, če bojo naše, in upam, da bojo naše intervencije uspešne, da se bo število delovno sposobnega prebivalstva v naslednjih 10, 15, 20, 30 letih zmanjševalo. Zatega mnogi, ki gledajo ta pojav izolirano, napovedujejo pomanjkanje delovne sile, to se pravi, se zavzemajo za uvoz delovne sile iz drugih območij, ki je zelo problematično, ker ta območja vsa večinoma prihajajo drugim civilizacijskim krogom, ne evropskemu, in kako se bodo te ljudje vključevali v Evropo, je več kot problematično. In seveda to nas pelje v neko določeno problematiko. Če pa pogledamo zdaj mi 4. industrijsko revolucijo z robotizacijo, z umetno inteligenco, z digitalizacijo, pa spet napovedujejo nekateri, da se bo število delovnih mest zmanjšalo. To se pravi, da bo teh delovnih mest bistveno premalo za vse ljudi, ki bi iskali zaposlitve. Napovedujejo razne rešitve, ki spet niso to, kar bi morale biti. Zmanjšanje delovnega časa, recimo, ki mu jaz osebno sem do teh predlogov zelo skeptičen. Če vi pogledate enega mladega zdravnika ali pa tudi enega zdravnika, ki ima svojo prakso, on mora narediti toliko in toliko posegov letno, da ostane vrhunski strokovnjak.
če pogledate, recimo iz mojega področja, enega graditelja mostov, on mora imeti reference. Poglejte recimo zdaj, kaj se dogaja okoli recimo večjih gradenj v Sloveniji, o čem mi debatiramo, ali imajo podjetja, ki ne bi to gradila, reference, ali so te ljudje nekaj naredili. In če ne bojo imeli, če bomo še skrajšali delovno dobo, bomo imeli takih ljudi z referencami še bistvo manj. To se pravi, prihajamo do enega precejšnjega reduciranja teh delovnih mest, če gledamo to samo v sebi. Če gledamo pa to v kombinaciji, prihajamo do popolnoma drugačnih zaključkov. Jaz sem nekje naredil eno predikcijo in sem mislil, da se bojo število delovno sposobnih ljudi v Sloveniji zmanjšalo za tam nekje 15-20% v prihodnjih letih. Če to naredimo, mi lahko to z lahkoto pokrijemo z trendom robotizacije, ki v Sloveniji poteka. To pa odpira seveda popolnoma drugo vprašanje, ali bomo imeli za te nove procese primerno izobražene ljudi, ali bomo imeli tem novim zahtevam trga dela, novega trga dela, primerno izobražen kader. In očitno je tukaj ta naš največji problem. Mi moramo tukaj torej usklajevati oba te dva procesa, mi se moramo zavedati, da zaradi obeh teh dveh procesov, teh dveh megatrendov, postajajo človeški viri ključen element našega bodočega razvoja. In tem človeškim virom, ki bojo usposobljeni in usklajeni z trgom dela, moramo mi nameniti vso pozornost. In jaz bi še tukaj enkrat omenil to, kar je tudi naš poslanec, gospod Bogovič, sodeloval, Alliance for Youth. Mi smo skušali skozi ta projekt narediti korak naprej, približati razpoložljive človeške vire dejanskim potrebam, zadostiti trgu dela, zadostiti temu trendu. Mi se ne moramo zanašati na to, da bomo uvozili delovno silo. Tudi če jo bomo uvozili, ne bomo dobili tiste delovne sile, ki jo Evropa ali pa ki jo Slovenija potrebuje. Mi moramo torej doma reševati probleme. In ravno temu sem jaz skušal nameniti vso pozornost. To se pravi, da se gleda na oba procesa istočasno, da se v bistvu podaja večjo pažnjo človeškim virom. In ker vidim, da se nam čas že nekako izteka, bi jaz podal v bistvu samo še eno ključno misel. Neugodni demografski trendi sami po sebi zahtevajo ukrepe, v tem je nesporno, ki bodo zmanjševali in perspektivno odpravili. Upam, da bojo. Vendar je smiselno posledice negativnih demografskih trendov vsaj blažiti, če ne že odpraviti s pospešeno tehnološko prenovo gospodarstva. Pospešena tehnološka prenova gospodarstva v veliki meri lahko olajša te negativne trende. To je robotizacija in ta pa zahteva racionalnejše koriščenje človeških virov. Torej, to racionalnejše koriščenje človeških virov je tista ključen dejavnik, kateremu mora Slovenija in jaz mislim tudi Evropa posvetiti vso svojo pozornost. Mi moramo imeti, poglejte, bi jaz s tem zaključil, kolikor smo dobili zadnje statistike o sposobnosti tega tehnološkega razvoja za Evropo, potem vidimo, da je Evropa praktično razpada nažalost na dva dela, na tisti del, ki bo lahko, ki je sposoben napredovati, ki je sposoben se tehnološko razvijati, in tisti del, ki nima za to ustreznih človeških virov. In tukaj je treba narediti tako, tukaj je treba narediti na lokalnem in jaz upam, da se bo naredilo tudi na evropski ravni. Ampak paziti moramo na človeške vire in bomo vsaj nekako premostili to luknjo, ki je že nastala z slabimi demografskimi trendi in upam, da bomo demografske trende reševali tako, kot se spodobi. Hvala lepa za to. Primož. Hvala, Andrej, za to predstavitev tako ekonomsko kot tehnološko zelo realnih rešitev. V končni fazi to potrebujemo, čisto realne rešitve.
Jaz bi se v tem trenutku zahvalil vsem prisotnim avtorjem, še enkrat zahvalil za te vaše odlične predstavitve, ki so plod razmišljanja o demografskih spremembah in rešitvah. Pa ne omenjam, da je ta projekt potekal skozi celotno leto 2020. Na podlagi tega projekta je nastalo mnogo dobrih prispevkov, večino njih je bilo objavljeno tudi v našem časopisu Slovenec, ki je danes gostitelj tega prenosa, tako da mi računamo na to, da bomo o tej temi še naprej govorili, mogoče še več z različnimi avtorji in tudi objavljali v prihodnje. Zdaj pa mi je v veliko čast, da lahko k besedi povabim zelo ugledno gostja, gospo Ann Hermans, aktualno predsednico Evropske zveze upokojencev ESU. Gospa Hermans, že vaš obisk je v bistvu za nas izjemna priložnost in tudi nekako potrditev, zato bi prosil, da nas ob tej priložnosti kratko nagovorite. Se slišimo, gospa Hermans? Wait. Yes, I hear you. And you hear me now? Yes? Do you hear me? Yes. Thank you very much. I am very, very sorry that you can't see Se me. slišimo ali slišite tudi vi mene? Ja, žal me ne vidite, ampak ne mislite, da nimam energije, če me ne vidite. Kot ste rekli, pri 70-ih nekdo nima več energije. Ne, jaz jo imam. Ampak tukaj gre za tehniko, tehnične težave. Hvala lepa. Najprej kot predsednica Evropske zveze oziroma Združenja starostnikov bi vas želela pozdraviti. Imela sem tudi že to čast, da sem obiskala Slovenijo in Ljubljano. V Ljubljani smo imeli sestanek skupaj z nekaterimi združenji. V vsem času mojega predsedovanja Evropske zveze starostnikov, European Seniors Union, lahko rečem, da smo imeli zelo dobre, zelo spodbudne odnose in dobro agendo, dober dnevni red. Zelo veseli smo tudi, da lahko rečemo, da je gospod Bogovič velikokrat prisostvoval našim sestankom oziroma na sestankih Evropskega parlamenta. To je naša izkušnja in veseli nas, da naše izkušnje lahko delimo z mladimi, s politiki, znanstveniki. Zato želim začeti s tem, da vam čestitam. Čestitke Inštitutu dr. Antona Korošca in Centru Wilfrida Martensa. Sodelovanje je odlično in odlično je, da imamo lahko to pobudo in sodelovanje, kjer več ljudi sodeluje za to, da lahko predstavite ideje, zamisli, raziskave v celotnem spektru, v celotnem obzorju, ki ga zajema ta pomemben trend, to so demografske spremembe v naši družbi. Ko si pogledamo demografske spremembe in starajoče se prebivalstvo, vidimo, da to ni nekaj novega. Evropska komisija in Evropska unija že dolgo preučuje staranje prebivalstva. Že leta 1993 smo imeli posebno leto za vse ljudi in za solidarnost med generacijami. Ideja medgeneracijske solidarnosti je bila ves čas prisotna. V letih pa je ta ideja in poudarek se je spremenil. Kako se je spremenil? Na mednarodni ravni Svetovna zdravstvena organizacija, Združeni narodi ne govorijo le o tistih, ki nimajo več energije, tisti, ki so stari 70 let in več.
Ne govorimo samo o teh starostnikih v tej strategiji, ampak gre za celotno družbo. Ko vsi ljudje pravijo, želim, da se moj glas sliši, želim, da sem del družbe na vseh področjih družbe. In takrat lahko rečemo, ja, seveda, kajti človeško dostojanstvo, sodelovanje, avtonomija, neodvisnost je tako pomembno, ko gre za ideje in za načela. Ko pa želimo to uresničiti v praksi in vidimo, da potrebujemo odzive celotne družbe. Lani je Evropska unija prvič oblikovala skupaj s podpredsednico Komisije za demokracijo in demografijo, gospo Šuica, oblikovala ustrezne dokumente. To pa pomeni tudi, da Evropska unija resno jemlje ta vprašanja. Ja, potrebujemo strategijo za demografijo, potrebujemo dokumente, ki govorijo o starajočem se prebivalstvu, ampak ne le to. Pogledati moramo širše na cel življenjski ciklus, na razvoj. Jaz sem po poklicu profesorica, pedagoginja in v celotnem izobraževanju sem se naučila, da je vsak človek tukaj z razlogom, da ima svojo nalogo. V celotnem življenju, tako v otroštvu kot v odrasli dobi in ko ste starejši. Življenje je dar, obenem pa je tudi naloga. Biti moramo tukaj za druge, graditi moramo skupaj vključujočo družbo. In po mojem mnenju smo na dobri poti. Nova komisarka je pred nekaj dnevi povedala, da si je za svojo nalogo zadala demografske spremembe in te izzive v luči celotne družbe. In to v luči celotnega življenjskega cikla. Dostojanstvo za vse, vključujoča družba in tako naprej. Vse to je zelo pomembno. To pa pomeni tudi, podobno kot je rekel gospod Bogovič, da potrebujemo solidarnost. Ja, seveda potrebujemo. Naučiti se moramo, kako biti solidarni. Od družin z mladimi otroki. Kajti v celotni družbi še nismo privzeli, da je družba toliko dinamična, kot so dinamični mladi. Imamo mlade, poročene, neporočene, z otroki ali ne. In vsi bomo živeli skupaj. Vsi ti bodo nekoč postali starejši, zato moramo ustvariti ustrezne strukture, postaviti mostove. Zlasti na področju politik je tako. Različna področja politik so zelo razdrobljena oziroma segmentirana. Misliti pa moramo bolj globalno, bolj celovito na celotne regije, v katerih živijo ljudje, na šole, na igrišča za otroke in tudi dolgoročno oskrbo in tako naprej. To je nova usmeritev v naši družbi. Prva stvar pri tem, in zato sem zelo vesela, da ste organizirali današnjo predstavitev,
je, da moramo dvigniti raven ozaveščenosti o tem vidiku, o priložnosti, o problemih vsake starostne skupine, pa tudi o bremenih, o težavah. Potem pa moramo biti solidarni. Solidarnost je namreč ena od ključnih vrednot v Evropski uniji. Vprašati se moramo, kako lahko to naredimo. In še zadnja misel z moje strani. Pri tem moramo iti v smeri praktičnih vidikov. To lahko naredimo. Imamo sklad za oživitev gospodarstva, imamo sklad za nove pobude in tako naprej. In tudi tam moramo vedeti, da morajo biti stvari zelene, digitalne, dostop do digitalnega sveta moramo zagotoviti. To je res velik problem za starostnike, za več starostnih skupin celo, ampak zlasti za starostnike. Tudi vlade in ljudje v drugem krogu lahko v povezavi z vlado navdušijo druge, lahko povedo, kako lahko uporabimo ta denar za to, da bomo organizirali ustrezno in koristne vidike danes za jutri. Oblikovali ste odlično platformo za to. Še enkrat čestitke in želim vam veliko uspeha. Obljubim vam lahko le, da me boste naslednjič videli. Hvala lepa. Hvala, gospe Ann Hermans. V bistvu je še enkrat zelo velika zahvala, da ste se nam danes pridružili in z nami podelili te zanimive misli. Pravijo, da slika pove več kot 1000 besed. Sicer vas res nismo videli, smo vas pa dobro poslušali. In vsaj jaz sem to vašo modrost skozi vaše besede slišal in sem si brez težav narisal tudi lepo sliko tega, kar ste povedali. To, da pa v bistvu nekako rišemo našim zanamcem en lep svet, pa je naloga vsakega od nas. Tako da v bistvu vam še enkrat hvala za to in ponovno povabljeni k sodelovanju v prihodnjih projektih inštituta. Mi smo prišli do konca tega prvega dela naše predstavitve. Avtorji prispevkov in tudi gostje so sedaj na voljo za novinarska vprašanja tistih novinarjev, ki ste se prijavili. Da bomo hitri in učinkoviti, predlagam, da ne naredimo en sklop vprašanj, zato bi prosil, da zainteresirani novinarji dvignete roko, se predstavite, vklopite tudi sliko in poveste, komu je vprašanje namenjeno, potem pa mikrofon izklopite, naknadno pa bomo našim avtorjem in gostom omogočili, da tudi odgovorijo na vprašanja. Prosim. Imamo kakšno vprašanje, ker nekaj novinarjev, vidim, se je prijavilo. Kolikor ni vprašanj, bi se še enkrat mogoče iskreno zahvalil avtorjem prispevkov. Naj omenim tudi gospo Anjo Fortuna, predsednico Mladinskega sveta Slovenije in pa raziskovalnega novinarja Marka Vidriha za prispevka, teh sicer danes ni med nami. Mogoče pa, zdajle pa vidim, ravno ko sem ga hotel izzvati, doktor Draga Čeparja, ki pa je bil, moram priznati, nekako idejni vodja tega projekta, s projektom Kadrovska vrzel v Sloveniji, je nekako odprl razmišljanje o tej temi znotraj inštituta
Tako da, Drago, beseda je vaša. Ne slišimo. Ne slišimo te, Drago. Drago, žal ne slišimo, bi mogoče prvo dali besedo gospe Ann Hermas, ki je tudi dvignila roko, pa če boste v tem času uspeli kaj z zvokom narediti, bomo potem dali. Gospa Hermas? Thank you very much. One question. Hvala lepa, še enkrat. Jaz bi imela vprašanje. In sicer, mi lahko kdo kaj pove o digitalnem dostopu za starejše, se pravi o dostopu starejših do digitalnih orodij, računalnikov in drugih orodij, se pravi dostop starejših do digitalizacije. Zakaj to sprašujem? Zdaj, ko se soočamo s pandemijo COVID-19, je ravno digitalizacija postala velika težava po vsej Evropi. V več organizacijah, institucijah za dolgotrajno oskrbo ni bilo mogoče obiskati sorodnikov oziroma starejših, ki tam bivajo. Oskrbovancem so povedali, da lahko navežejo kontakte digitalno. Ampak, če ljudje niso navajeni uporabljati digitalnih pripomočkov, potem vemo, da je težko, digitalna komunikacija ne more nadomestiti fizične komunikacije. Zato sem si postavila vprašanje, ali ljudje to sploh znajo uporabljati, kako se jih lahko nauči, da bolj uporabljajo digitalno tehnologijo. Prosim za več informacij. Verjamem, da ima evropski poslanec Franc Pogovič tudi delno odgovor, zato ga mogoče kar prosil. Hvala, Primož. Gospa Hermans je delno tudi sama že odgovorila oziroma postavila obe stvari, ki sta zelo pomembno. Eno je dostopnost, se pravi povezave, connectivity, da imamo dostop do signalov in pa kvalitetnega širokopasovnega signala, po drugi strani pa ta digitalna pismenost, znanje, veščine. Jaz moram reči, da v Sloveniji in med nami so tudi predstavniki ZDUS-a in vem, da se je kar precej dogajalo tega, da so to osnovno digitalno pismenost med ljudmi pomagali en drugim, tako da to je en postopek, ki poteka iz same korone krize, kjer je pa še slehernemu, ki je prej mislil, da ne rabimo, ne vem, širokopasovnih povezav na podeželju, pa smo videli, da ne moramo delati, da se ne morejo otroci učiti, da ne morejo biti povezani s starejšim. Prišlo še do drugega fenomena in sam poznam kar nekaj primerov, ko so v domovih za ostarele prostovoljci pomagali se preko Skypa, preko Zooma, preko ostalih platform povezati s varovanci v domski oskrbi z njihovimi svojci. Tako da tu mislim, da naslavljate problem oziroma rešitve treba iskati po eni strani v tem, da zagotovimo res dostop do širokopasovnih povezav, pomagamo tudi opismeniti digitalno starejšo populacijo, hkrati pa lahko tudi na tej točki gojimo to medgeneracijsko solidarnost, ki je tudi kot ena od pozitivnih posledic COVID krize se je pokazala tudi prav v našem okolju. Tako da poznam, v domovih za starejše so imeli kar potem urnike izdelane, kdaj se kdo s kom povezal in kako so ti prostovoljci potem starejšim omogočili dostop in stik z domačimi. Hvala lepa.
Zdaj pa mislim, da imamo gospoda Čeparja tudi audio signal, tako da bi ga kar povabil k vprašanju. Če bo zdaj šlo, čakaj. Ja, to se pravi, dobro, a zdaj se slišimo? Ja, zdaj se pa slišimo, drago. Zdaj se pa slišimo, dobro je. Torej, lep pozdrav vsem prisotnim v Sloveniji in tudi drugod. Kot ste slišali, tisti, ki me ne poznate, moje ime je Drago Čepar. Večina od vas me sicer poznala nekdaj, ampak sem se spremenil, odkar ne grem k frizerju, ker upoštevam ukrepe. Torej, včasih mi je biti v vaši družbi. Hvala gospodu predsedniku za pohvalo. Dovolite, najprej bi izrekel čestitke, potem pa nekaj vsebini in na koncu bi rad en kratek pogled naprej v 3-4 minutah. Torej, najprej iz srca čestitam vsem sodelujočim in obema inštitutoma, se pravi Martens in Inak, ki so v težkih okoliščinah uspeli najprej pripraviti sam dogodek, potem zbornik izdati in zdaj ga še predstaviti. Inštitutu dr. Antona Korošca čestitke tudi za večletno vztrajanje in napredek na tem področju. Leta 1917 je z okroglo mizo, koliko nas manjka, ali vlada skriva načrte za priseljevanje več kot 10 000 tujcev letno, prvič opozoril na tedaj zamolčevan problem. Leta 2018 je potem selitveni prirast tujcev znašal 17 000, naslednje leto pa 19 000. Inštitut se je odzval 30. januarja lani z okroglo mizo Kadrovska vrzel v Sloveniji, zakaj v Sloveniji primanjkuje ljudi delovni starosti, in tudi pripravil zbornik z te okrogle mize, ki ga ima na spletni strani. V njem beremo, da Slovenijo čakata dve nalogi. Z ukrepi družinske politike povečati število rojstev, kar se bo poznalo že v 25 letih, in zagotoviti dovolj ljudi v delovni starosti za gospodarsko in narodno preživetje do leta 2045. Organizatorji okrogle mize so 30. januarja za čez pol leta najavili drugi korak v tej razpravi, pogovor o rešitvah in ukrepih. In te obljube so se tudi držali, kljub vsem tem omejitvam. Dogodek v Ankaranu je okrepil mednarodno razsežnost, prinesel nove sodelavce, strokovnjake z znanjem in srcem, izvedeli smo dragocene podatke, slišali o stanju v sosednji Hrvaški, o stanju v Evropi, načrtih naše vlade in konkretnih pobudah in projektih, pa tudi kako je Nemčija na državni ravni ocenila in objavila svoj kadrovski primanjkljaj. Posebej dragoceno razmišljanje je in ocena, kako bi roboti lahko zmanjšali ekonomski primanjkljaj delavcev, če bi bili izpolnjeni določeni pogoji. Prav to, namreč oceniti doseg posameznih ukrepov, je bila ena od priporočil okrogle mize pred enim letom. Zdaj pa, da zaključim, bi še 3 misli rekel, kaj bi si človek želel za naprej. Inštitutu želim, da ne izgubi doseženega zagona, torej pogumno in strokovno naprej. Prvič, dragoceno bi bilo pridobiti državne ocene, kot jih je na primer Nemčija, o predvidenem primanjkljaju delovnih ljudi čez 10, 20, 25 let, če ne računamo na priseljevanje, in količinske ocene, to, kar je dr. Umek podal za robotizacijo, tudi za druge ukrepe, torej koliko bi posamezni ukrepi, recimo spodbujanje priseljevanja Slovencev iz tujine, zmanjšanje odseljevanja, višja upokojitvena starost, zaposliti brezposelne, selektivna imigracijska politika, torej kako bi ti ukrepi lahko zmanjšali ta primanjkljaj,
ter kakšne bi bile gospodarske in družbene posledice. Tukaj pa mislim recimo na krčenje gospodarstva, prihodkov proračuna, pokojnin, zdravstva, šolstva, če bi ne uspeli odpraviti tega primanjkljaja. To se pravi, to bi mi nekako bilo kot nadaljevanje tega, kar je pravzaprav doktor Umek začel. Drugič, poskrbeti, da ta bogata sporočila okroglih miz pridejo v programe strank, posebej recimo računam na skupino Povežimo Slovenijo. In tretjič, poskrbeti za pobude v Evropski uniji. Hrvaška HDZ je na primer na kongresu EPP 2019 predložila resolucijo Demografski izziv na podeželskih območjih EU, nikogar več ni. Čeprav sem slišal zdaj danes, da tukaj ni tako hudo v Sloveniji, vendar so problemi podobni, če ne bi istih stvari predlagali, bi pa kaj drugače. Vsekakor bi bilo treba tudi v okviru EU poskušati te zadeve reševati. Ko sem poslušal, komu so namenjenih tistih 5 milijard družinske politike, nisem slišal. Torej, to bi, mislim, lahko bilo en tak program. Za zaključek bi rekel pa samo tole, kar je tudi vidno iz tega in zato sem zelo vesel, tudi te okrogle mize. Ukrepi so nujni. Nujni. Prebivalstvo je tako kot Titanik. Zastonj je obračati krmilo in poganjati motor nazaj, ko že vidiš z očmi ledeno goro. Kakšen motorni čoln se ji izogne, Titanik pa ne. Treba je na to misliti, ko je še čas. Hvala lepa. Hvala lepa, dr. Drago Čeparju, za te misli, tudi vprašanje, razmislek, ki bodo to temo, sem prepričan, še gnali naprej. Tukaj zdaj sprašujem, a še kdo od prisotnih novinarjev, gostov, kakšno vprašanje? Tukaj le vidim dvignjeno roko Vitomir Bric. Ja, lep pozdrav vsem in hvala predavateljem za vaše prispevke. Jaz imam eno splošno vprašanje, ne vem, kdo bi lahko na njega odgovoril, mogoče gospa Ana Hermans ali pa kdo drug. Kaj mislite o starejših na kmetiji? Zdaj v Evropi, kakor mi poznamo, recimo nekateri starejši iz kmetij odhajajo v mesta, nekateri prodajo kmetijo svojim otrokom. Možnost je pa tudi recimo, da živi na kmetiji več generacij in da starejši pač na kmetiji umrejo, a ne? Zelo me zanima, kakšno je vaše mnenje. Kdorkoli lahko tudi več ljudi, če na to odgovori, vam bom hvaležen. Hvala in srečno. Hvala za vprašanje. Bi mogoče gospa Ann Hermans, glede na to, da je bilo naslovljeno tudi na njo, nas še enkrat nagovorila. Yes, I can say some words about it, but I think that Slišala sem, da je bilo moje ime omenjeno, ampak mislim, da so tukaj z nami bolj izkušeni ljudje, ki lahko odgovorijo na to. V tem trenutku mislim, da imamo celo vrsto različnih novih vizij in eksperimentov, čeprav mi beseda eksperiment v tem primeru ni všeč, da bi živelo več generacij skupaj. Kako lahko več generacij živi skupaj tudi v univerzitetnih mestih? Smo razmišljali o tem. Imamo na primer možnost nastanitve tako za starejše kot za mlade. Nekatere zmogljivosti so skupne,
Mladi pa recimo ne plačujejo za nastanitev, ker pomagajo nekaj ur na teden starejšim v tem domu, v tej nastanitvi. In menim, da obstajajo te možnosti tudi za ljudi, ki bi živeli tako na kmetijah, da bi na primer študentje in starejši živeli skupaj. In mislim, da v nekaterih primerih že vidimo v negovalnih domovih za ljudi z demenco, obstajajo možnosti zanje na kmetijah, zato da bi imeli dostop z živalmi, z rastlinami. To bi bilo zelo dobrodejno zanje, če bi lahko ostali v stiku z naravo, z živalmi. Menim, da je to vredno preizkusiti in preučiti. In še zadnja misel. Začeti moramo z nečem, ne smemo samo govoriti o tem. Zato sem razmišljala tudi o naslednjem. V nekaj mesecih bo Slovenija predsedovala Svetu Evropske unije. To je resnična priložnost. Nemčija je tako velika država, ampak v času svojega predsedovanja so sprejeli sklepe sveta, v katere so vključili nekaj idej, nekaj zamisli o starajočem se prebivalstvu, o digitalizaciji in tako naprej. Če že zdaj veste za to pereče vprašanje, lahko sodelujete in izkoristite priložnost, ki vam jo ponuja predsedovanje Svetu Evropske unije. Predstavite svoj glas in povejte, kako bi lahko organizirali kaj tudi na tem področju. Hvala lepa. Mislim, da gospod Bogovič in drugi vedo več o teh pobudah. Hvala lepa, gospod Hermans. Mogoče res še evropski poslanec Franc Bogovič, ki pa se je dolgo časa tudi ukvarjal s to temo, bi lahko rekli strokovnjak iz tega področja. Hvala lepa. Hvala za to vprašanje. Gospod Hermans je že kar nekaj odgovoril, pa bom poskušal dopolniti ta odgovor in se popolnoma strinjam s tistim, kar je bilo že rečeno. Prva stvar, ki je v Evropi tudi v novi skupni kmetijski politiki, ki je zdaj v zaključni fazi v trialogih, se stavi na družinsko kmetijo. Se pravi, to so tudi elementi, kako preprečiti to veleposest v 1000 in 10 000 hektarskih kmetijah, ki se pojavlja v vzhodni Evropi, predvsem na bivših kombinatih, ki so bili v teh državah. In nazaj, kaj narediti, da ohranjamo družinske kmetije kot temelj evropskega kmetijstva. Eden od ukrepov, s katerim se tudi želi spodbuditi obnovo generacij na kmetijah, je ukrep Mladi prevzemnik. Treba vedeti, da je na evropskih kmetijah zelo struktura lastnikov je zelo pomaknjena proti starosti, se pravi starejših od lastniki kmetij, ki so starejši od 65 let, je kar približno 1/3 evropskih kmetij. Potem še dodatnih tam 1/4 je lastnikov, ki so med 65 in 55, na drugi strani pa imamo samo 6% lastnikov kmetij, ki so mlajši od 35 let. Zdaj ta ukrep Mladi prevzemnik, ki na kmetiji doda določena investicijska sredstva, poveča te tako imenovane kmetijske subvencije in omogoči ta prehod. Nastaja pa tu en določen problem, tudi sam sem poskušal pri sprejemanju te politike vrniti nazaj rento za tiste, ki predajo kmetije, kar je v preteklosti že bilo del evropske kmetijske politike, pa ni več niti v tej finančni perspektivi in tudi v bodoči ne bo. Se pravi, da ostaja neka siva cona, kako nekomu, ne vem, ki je star 50, 55 ali pa gre proti 60 letom,
in še nima pogojev za upokojitev, omogočiti nek prihodek do tistega časa, ko že mladi na polno gospodarijo na kmetiji. Zato mislim, da to bo ostala ena velika obveza domačih politik na tem področju upokojevanja. Poznam in sem tudi zelo intenzivno delal na tem, kako se pojavljajo najrazličnejši socialni problemi potem, ko predajo in pride do kakšnih nesoglasij v družini ali podobno. Tako da to je ena siva cona, ki je potrebno posvetiti pozornost. Kmetija in podeželje kot prostor za dolgotrajno oskrbo je po mojem prepričanju ena zelo velikih priložnosti. V konceptu pametnih vasi imamo prav eno posebno poglavje pametne srebrne vasi. Pregledali smo že situacijo po Sloveniji, imamo pripravljene ukrepe, nastajajo prav projekti na terenu, s katerim se želi posvetiti veliko pozornost temu, da najprej starejši ostajajo na domovih, da imajo pomoč tudi v pomoč na domu, razne fizioterapije in podobno, in da se postopno preko dnevnih centrov ali pa podobno potem pomikajo to, kot je predsednik Marjan omenil prej, proti institucionalni oskrbi. Cilj je čim dlje ohraniti človeka v domačem okolju z temi inštrumenti deinstitucionirane oskrbe, pa mislim, da lahko to omogočimo. Izziv je bil za čas predsedovanja, bom izkoristil to priložnost in z veseljem povem, da imamo usklajeno za 1. oktober bo na gradu Reichenburg v Brestanici, v moji občini Krško, dogodek v okviru predsedovanja Slovenije Evropski uniji, na katerem je prisotno že potrdila gospa Dubravka Šuica, komisarka zadolžena za to področje. Prihajajo tudi predstavniki iz odbora regij, kolegi še iz drugih poslanskih skupin iz Evropskega parlamenta, iz naše slovenske vladne ravni pa dogodek organiziramo naša poslanska pisarna v sodelovanju z kmetijskim ministrstvom. Potrditve pa že imamo tudi od ministra za delo, družino, socialne zadeve, zato bo eno posebno pozornost prav dolgotrajni oskrbi pametnim srebrnim vasem posvečena, prav tako infrastrukturni minister, mobilnost na podeželju. Tako da v okviru predsedovanja Slovenije Evropske unije bo dogodek posvečen pametnim vasem, znotraj katerih je tudi dolgotrajna oskrba ena od zelo pomembnih vej tega projekta. Super, hvala lepa za odgovor in tudi čestitke. Primož, sam to, da ne bom krivičen, prva, ki mi je potrdila, je bila gospa Monika Kirby-Šrojski dan z nami in pa njen minister tudi, tako da tisti, ki imajo roko nad evropskimi in domačimi financami, bodo tudi prisotni, kajti te zelo rabimo na takšnih dogodkih, tako da se veselim tudi takrat in Monika, ki še z nami, dobrodošla 1. oktobra v Brestanci. Super, to je zelo zanimiva novica, bomo tudi sledili, sem pa prepričan, da glede na zasedbo bomo tudi kaj zelo realnega zvedli iz tazga srečanja. Glede na to, da nekih vprašanj dodatnih ni bilo, bi se na tem mestu še enkrat iskreno zahvalil za sodelovanje vsem avtorjem, ki ste prispevali v zbornik, vsem, ki ste sodelovali tudi v Ankaranu na našem srečanju. Bi vas povabil seveda k sodelovanju tudi v prihodnje. Gospod Boteri, bi rad besedo še. Kako? Gospod Boteri, točno, dobro večer. Ko poslušam gospoda Bogoviča, mi se vtegne misel, da je turizem v Zidanicah, jaz bi rekel, kar malo v zastoju ali v zaspanosti, ker nekaj je doseženo, nekaj 100 kmetij je na tem, ampak veliko več je potencijala in veliko več je administrativnih ovir oziroma po mojem premalo strokovne pomoči, da se ta potencijal razživi. A imate mogoče kakšne ideje, kakšne pobude, da bi se to pospešilo? Sem prav razumel, vprašanje je zame. Predvsem za vas, ja. Ja, turizem na podeželju je zagotovo ena od teh vej znotraj koncepta pametnih vasi, kjer se pričnemo s kmetijstvom, s preciznim kmetijstvom, se pravi tudi z temi novimi tehnologijami, nadaljuje se potem pa takoj z
dopolnilnimi dejavnostmi na kmetijami, kamor sodi tudi turizem na osnovi izdelkov predelanih na kmetijah in zidaniški turizem, ga zelo dobro poznam, izhajam iz vinorodnih okolišev, kjer imamo male vinograde pa velike zidanice in neki poskusi je bilo kar uspešno izpeljanih in verjamem in popolnoma se strinjam z vami tudi, da je bilo v preteklosti še mogoče več kot danes teh administrativnih ovir. Sam sem se to še kot župan s tem loteval, ko smo v Posavju tudi na tem področju delali. Neke rešitve so bile zdaj narejene, tako da je mogoče malce lažje priti do tega dovoljenja za samo delovanje. Vsekakor pa mislim, da bi bilo nujno tu, kar počnemo tudi v okviru koncepta pametnih vasi, recimo na področju turizma, te tako imenovani dislocirani hoteli. Se pravi, da imaš ti lahko v eni vasi, ne vem, 5-10 objektov, ki se prilagodijo za turizem, ali pa takšne zidanice in jih zopet povežemo in potem, ne vem, če pride skupina 20-40 ljudi, jih lahko tudi nastanimo. Zagotovo pobuda na mestu in eden od velikih neizkoriščenih potencialov so slovenske zidanice, ki so se predvsem v 70-80 letih na veliko gradile. Super, hvala lepa. Še kakšno vprašanje? Zdaj gledam vse, kar ste na ekranu, jaz ne vidim nobene dvignjene roke, noben ni. Pa samo besedo. Ja, seveda. Jaz bi na vprašanje gospoda Botterja sam eno stvar, ko smo na visoki šoli Grm Novo mesto, smo tudi v zvezi s tem en projekt, lep projekt peljali in to, kar je tudi gospod Botterj omenil. Jaz mislim, da si moramo preprosto povedati eno resnico v Sloveniji in tudi v Evropski uniji. Mi smo sami sebi s to birokracijo postavili štrik za vrat. Mi najprej postavimo zakone, potem podzakonske akte, pa na to nove zakone, nove podzakonske akte, na en zakon daš eno inšpekcijo, na drugo inšpekcijo. Jaz sem pred par dnevi, ena majhna trgovinca, so mi povedali, v 10 dneh 4. inšpekcija. So rekli, za božjo voljo, ena trgovinca, ki proda za 500 evrov ene robe, in jaz mislim, da tudi pri teh zidanicah in pri vseh stvareh, če ne bomo radikalno šli v dobesedno borbo proti vsakršni birokraciji, nas bo dobesedno ogonobila. Čas bo šel naprej. Tega ni mogoče plačati. Oprostite, tega ni mogoče plačati. A vi veste, da če danes hoče eden prodati 5 kil korenja, eko korenja, mora najprej za 600 evrov približno plačati to, da lahko prodaja eko na svoji trgovini, če prodaja ne na svoji kmetiji, ampak tam. Se pravi, ta certifikat, torej tako zbirokratizirano in jaz jemljem tudi zase, sem rekel, prva stvar, ko bomo in kot stranka in kot gibanje Povežimo Slovenijo v parlamentu, prva in absolutna prioriteta in tudi podpiram gospoda Simiča, ki zdaj se bori za te stvari, mi moramo radikalno požagati te zakone, pa tudi za ceno, da bo 14 dni vse stalo v Sloveniji in v Evropi, ker je nemogoče. Tu nas bodo Kitajci, Japonci, kdorkoli povozili po levi, po desni, sploh ni potrebno razmišljati, tega ni mogoče prenesti. In sami tiščimo glavo v pesek, če mislimo, da bodo mali kmetje, mali podjetniki, mali gostinci, mali ljudje na podeželju z neko majhno proizvodnost, z majhno ponudbo enega apartmaja, da bodo lahko uspešni ob takem sedanjem pristopu. No, sem toliko in zelo podpiram tudi ta pogled, ki je gospod Botterj dal. Hvala. Ja, tako, zdaj pa mislim, da smo izčrpali vprašanje, tudi tele poglede, sigurno smiseln razmislek znotraj kmetijske politike, pa tudi znotraj kakšne druge politike, ker birokratizacija v končni fazi, vemo, kaj je, ne. To je tisti čas, ki ga moraš nameniti za papirje, namesto da bi delal. In mislim, da smo vsi bolj kot ne praktiki tukaj okrog in se zelo, zelo splača optimizirati ta čas. Torej, še enkrat zahvala vsem, ki ste bili danes z nami. Ob tem bi se zahvalil tudi celotni ekipi, ki je odgovorna oziroma ki je bila nekako v ozadju te organizacije, Juretu, Alenki, tolmačkama, Veroniki pa Špeli in vsem ostalim. Posebna zahvala za današnjo udeležbo
gre gospe Ann Hermans, predsednici Evropske zveze upokojencev ESU, in direktorju Wilfred Martins Centra za evropske študije Tomiju Huhtanenu. Bi pa mogoče, če za konec, vzel razmislek tudi pobudo, ki jo je predstavil predsednik Slovenske ljudske stranke. Veste, pri vsaki stvari je treba začeti pri sebi, ne. Jaz res, da prihajam z velike družine, ampak ko smo lani na Martins Center prijavljali tale dogodek, sam nisem bil najboljši zgled za demografske spremembe, moram reči, ne. Ko smo dobili potrjen razpis, smo pa začeli počasi teorijo v prakso spreminjati, ne. Pa moram povedati, da iz osebnega vidika demografske spremembe grejo relativno hitro, ne, ker danes ob zaključku projekta sem nekoliko boljši demografski zgled, ampak še vseeno malo pod povprečjem, ne. Ampak bi rekel, vseeno, na Martins Center smo pa še dva nova projekta prijavili, tako da bomo še naprej aktivni na tem projektnem področju, seveda. Zadnja beseda pripada moji nepogrešljivi sodelavki Suzani Lari Krause, ki je bila vodja tega projekta demografske spremembe in obenem urednica te publikacije. Suzana, beseda je tvoja, pa lahko potem v bistvu tudi zaključimo. Hvala lepa. Spoštovani vsi prisotni, najlepša hvala za to popoldne, ki je res zelo hitro minilo, in hvala lepa tudi za to, če se lahko malo pošalim, ne glede na izredno resno tematiko, ki smo jo danes obravnavali, ker se med vami počutim prav tako kot doma, vsaj kar se zadnje besede tiče. Veliko je bilo danes že povedanega, veliko ostaja še odprtega in veselim se iskreno vseh nadaljnjih razprav. Bi pa tudi sama izkoristila to priložnost in se na prvem mestu zahvalila vsem prisotnim na omizju in tudi tistim avtorjem prispevkov, ki jih danes ni z nami. Ani Fortuna, Marko Vidrihu in Boštjanu Forlanu. Seveda hvala tudi direktorju INAK-a, Primožu Jelševarju, da mi je zaupal vlogo urednice zbornika, ki morda ne bi nujno uspel tako, kot je. In tudi Sandri Pasarič za vse konstruktivne nasvete in vso pomoč na celotni poti izvajanja projekta. Pa tudi vsem tistim mravljicam, ki običajno ostanejo skrite, a brez njih zbornika v taki obliki zagotovo ne bi imeli pred seboj, lektorjem, prevajalcem, oblikovalki in tudi tiskarju. Hvala iskreno še enkrat vsem gostom, še posebno predsednici ESU Ann Hermans in ostalim predstavnikom organizacij ter medijev, ki ste danes z nami. Še posebej bi se obrnila tudi na medije ob tej priložnosti in se zahvalila za to, da ste se vzeli čas in ste nas poslušali in tudi za to, da boste poročali o tej tako pereči tematiki, čeprav ni prijetna. Ni prijetno govoriti o tem, da moramo imeti več otrok. Ni prijetno govoriti o tem, da bomo morali delati dlje. Pa vendar se o tem moramo pogovarjati in to zdaj in čim prej in čim bolj na glas. Veselim se nadaljnjega sodelovanja, veselim se vseh nadaljnjih projektov in veselim se tistega dne, ko se bomo lahko srečali tudi drugače in morda ob tej priložnosti tudi nazdravili in kaj prigriznili in še v sproščenem vzdušju nadaljevali, kot smo navajeni, morda že prav kmalu. Hvala vsem. Hvala lepa in lahko noč. Thank you, hvala. Dio.